seje. Bilo je namreč rečeno, da bi bilo potrebno sklep o izvzetju iz javnega dobra obrazložiti. Danes je tukaj obrazložitev tudi napisana. Torej, omenjeni sklep je bil sprejet v zvezi z ukinitvijo statusa javnega dobra, ki v naravi ne služi več kot pot oziroma cesta, niti ni kategorizirana. Zato jo je občinska uprava predlagala, da jo občinski svet z predmetnim sklepom prenese v svojo last. Zaradi racionalizacije pa je ta sklep bil objavljen šele v uradnem vestniku občine Ormož 27. marca 2013. Gre pa za podano vlogo stranke, ki je podala na občino Ormož pobudo, in sicer v tej smeri, da bi prosila za menjavo svojega zemljišča, na katerem poteka ta cesta, z delom zemljišča, ki ga občina Ormož uporablja kot funkcionalno zemljišče na eni drugi lokaciji. Dokler pa je zemljišče opredeljeno kot javno dobro, občina ne more izpeljati postopka odmere in menjave tega zemljišča. To je zemljišče v kao, pa niso napisali, mislim, da Mihovci pri Veliki nedelji. Tako da pravni posel v zvezi z predmetnim sklepom pa do tega trenutka še tudi ni bil izveden. Tako da je z tem sklepom vse v redu in dajem najprej na glasovanje, da zapisnik, vse boste dobili besedo, da zapisnik 20. redne seje dopolnimo z tem manjkajočim sklepom, ki smo ga na prejšnji seji izzeli. Želite obrazložitev, lahko imate? Ne, gre za obrazložitev, hvala za besedo, pa lep pozdrav, ampak gre za razpravo. Ker to, kar vi navajate, ne ustreza dejanskemu stanju. Prvič, razen suhoparnega sklepa, nismo dobili dobenega drugega gradiva. Jaz sem vas na zadnji seji opozoril, da ste ravnali v nasprotju s 23. členom zakona o graditvi objektov, ki pravi, da zahtevi za ukinitev grajenega javnega dobra mora biti priložena obrazložitev nameravanega odzema statusa grajenega javnega dobra in dokazilo, da nepremičnina oziroma njen del, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra, ne služi več namenu, za katerega je mu bil dodeljen status grajenega javnega dobra. V konkretnem primeru je to cesta, ki še vedno služi svojemu poslanstvu oziroma namenu dostopu do kmetijskih zemljišč in dostopu do vodnega javnega dobra. To se pravi, pogoji za ukinitev grajenega javnega dobra, ki jih nalaga 23. člen zakona o graditvi objektov, niso izpolnjeni. In namesto, da ste predlagali tak sklep, bi morali sklep zadržati oziroma opozoriti občinski svet v skladu s statutom oziroma poslovnikom, da je sprejel sklep nasprotju z zakonom. To je prvi del. Drugi del, ki se pa nanaša na poročilo o realizaciji sklepov, ki ga zdaj zopet hočete potisniti skozi, seveda pa je neresničen, ker ste sami priznali, da je bil sklep objavljen ne glede kakšne vsebine 27.3. in seveda sklep ni mogel biti realiziran, ali da danes potrjuje občinski svet dejstvo, da je sklep realiziran, če še je kome prva faza, to je objava. Objavi po pravomocnosti sklepa sledi odločba in šele po pravomocnosti odločbe sledijo naslednja dejanja. To se pravi, ni možno trditi, da je sklep realiziran. Hvala lepa. Torej, kar se tiče zapisnika, je seveda sklep z obrazložitvijo, kar se tiče zapisnika, realiziran. Seveda, če bo do te zamenjave prišlo, to je pa drugo vprašanje, ni še narejena odmera niti tam, niti na drugem zemljišču, ki bi ga občina želela zamenjati in kar predlaga stranka, in če mu seveda lahko to tudi se dogovorili, da bo menjava v naravi enaka površina za enako površino,
potem bomo kot do sedaj to realizirali, sicer pa ne. Moram pa vam povedati še to, da ste vi seveda zadnjič, bi že mogel to zavrniti, ker ste citirali napačen zakon. Vi ste citirali, da gre za nasprotje s 23. členom zakona o prostorskem načrtovanju, v resnici pa zakon o graditvi objektov govori o tem, kar ste vi. Je pomembno, ni kar tako počes navajati nekih zakonov, če to v tistem zakonu ni. Torej, jaz s tem razpravo zaključujem in dajem sklep, ki ga imate napisanega takoj na začetku, torej potrdi se sklep številka 521b točke zapisnika 20. redne seje občinskega sveta in sklep povezavi z tem 521b poročila o izvršitvi sklepov na potrditev. Prosim, če prijavite prisotnost. Lahko zaključimo ugotavljanje prisotnosti. Prisotnost je prijavilo 12 svetnic in svetnikov. Potem prekinjam glasovanje in bomo še enkrat glasovali. Prosim, če lahko še enkrat prijavite prisotnost. Zdaj v redu? Zaključujemo ugotovitev prisotnosti. Glasujemo, kdo je za, kdo je proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 14 svetnic in svetnikov, 4 proti, tako da je potem v celoti s to odločitvijo sprejet zapisnik 20. redne seje občinskega sveta in prehajamo na potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta skupaj s poročilom o izvršitvi sklepov. Prijavljene k tej razpravi v pisni obliki nimam. Sprašujem, če želi kdo razpravljati. Ne želi. Kolikor ni razprave, jo zaključujem. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za to. Prekinjam glasovanje. Vas bom potem še enkrat prosil, če lahko prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za zapisnik 21. redne seje. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 15 svetnic in svetnikov, 1 proti, tako da je zapisnik 20. redne seje potrjen. Prehajamo potem na potrditev dnevnega reda 22. redne seje. Kot sem že uvodoma povedal, ste gradivo dobili. Zdaj nekaj predlogov za kakršnokoli dodatno točko ali za omik, katere točke nimam, tudi pisni prijav nimam pri tej točke. Želi kdo razpravljati? Gospod Hevar. Ja, hvala za besedo. Najprej, oziroma bi se jaz umaknil, pa samo kasneje, ker zdaj vidim, da so kolegi tam, ker sem mislil neki njihov predlog dati na dnevno red, ali pa če povem, če dovolite. Ja, ker se je gospod Podorelec istočasno prijavil, pa se je potem odjavil. Jaz najprej malo počakal, tako da. Nič, jaz bi predlagal, da se kot dodatna točka uvrsti druga točka iz predlagane izredne seje, ki bi naj bila danes ob 3. Za prvo točko menim, da ni bila primerna posebno v tej fazi, da bi se obravnavala, za drugo pa menim, da bi mogoče bilo v redu, če se razvije kakšna debata. Ime je sicer malo čudno, ampak bi predlagal v enakem namenu iz seveda spoštovanja do predlagateljev pa njihovega truda, da so pač vse te odgovore skopirali. Lahko pa se na katerikoli stran, pa bolj primerno se mi zdi, da gre taka točka na redno sejo,
da pač seveda ne z izrednimi sejami ne zasledujemo nekih ciljev po sejninah in podobno. Hvala. Hvala lepa. Se pravi, vi predlagate, da se opravi razprava o odgovoru ministra za infrastrukturo in prostor na poslansko vprašanje v zvezi z izgradnjo ceste Hajdina-Ormož. Ja, vse gradiva so vsa bila za izredno sejo predana. Tako da. Prosim, gospod Podgorelec. Hvala za besedo. V skladu z 4. odstavkom 30. člena poslovnika, ki govori o razrešitvi dnevnega reda sej, predlagam, da se na to sejo uvrstite obe točki, ki smo jih predlagali. In mislim, da mi tisti, ki lahko predlagamo kaj za sejo, in sicer predlagam eno točko, to se razmere Centra za starejše občane Ormož d.o.o. in pa drugo točko, odgovor ministra za infrastrukturo in prostor na poslansko vprašanje v zvezi z izgradnjo ceste Hajdina-Ormož. Hvala lepa. Še kakšni predloge v zvezi z širitvijo dnevnega reda? Če ni več, mi dovolite, da se kot župan opredelim do teh dveh predlogov. Oba ta dva predloga sta bila tudi predlagana za razpravo na izredni seji. Jaz izredne seje nisem sklical, ampak so jo sklicali pobudnike same. Za samo vodenje seje sem pooblastil gospoda Stanislava Podgorelca, ki je tudi bil prvo podpisani med predlagatelje, pobudniki za izredno sejo, poleg še gospoda Dušana Cvetka, Nives Petek, magistra Štefančiča in pa Vilija Trofenika. Kar se tiče razmer v Centru za starejše občane Ormož d.o.o., bi želel povedati, da se mi ne zdi modro in potrebno, da bi v tem trenutku o tej zadevi razpravljali, kajti v.d. direktorica je že pred časom dala odstopno izjavo, če sem prav seznanjen, je v četrtek sklicana skupščina z eno točko imenovanje direktorja CSO-ja. Mislim, da je 7 prijavljenih kandidatov, da vseh 7 izpolnjuje razpisne pogoje in ne vidim razloga, da bi v tem trenutku z temi razpravami poskušali vplivati na skupščino, kako naj se odloče in javnosti o teh zadeva na takšen način, kot so ta pridana gradiva tudi govoriti, ker s tem delamo škodo našemu domu za ostarele oziroma, če hočete, CSO-ju. Kar se pa tiče točke odgovor ministra za infrastrukturo in prostor na poslansko vprašanje v zvezi z izgradnjo ceste Hajdina-Ormož, pa je zadeva takšna, da sta bile v času prejšnje vlade sta bila organizirana 2 sestanka na občini Ormož, in sicer eden z vodstvom Darsa, na katerem se je ugotovilo, da morajo na takšnem sestanku sodelovati tudi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in pa Ministrstvo za kmetijstvo in pa okolje. Zato smo sklicali januarja še en sestanek, katerega so se udeležili predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor, niso pa prišli na ta sestanek predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje, kljub temu, da je bil termin z njimi usklajen in smo sestanek prilagodili njihovi možni prisotnosti. Na tem drugem sestanku je potem bilo sklenjeno, da naj nadaljne aktivnosti v zvezi z reševanjem problematike te ceste vodi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, državni sekretar Boštjan Rigler. V času, ko smo se dogovarjali za sklic sestanka, pa je prišlo do zamenjave vlade. V tem trenutku Boštjan Rigler ni več državni sekretar na tem ministrstvu, tako da seveda bo trebalo začeti te usklajevalne sestanke z novo vladno ekipo ponovno, tako da mislim, da so sklepi občinskega sveta bodi si tile ali nekoliko formulirane drugače, kot so te gradivo za izredno sejo bili priložene, lahko dobrodošli. To sem tudi predlagal sklicateljem oziroma pobudnikom izredne seje,
napisal sem jim, da lahko te točke se uvrstijo na dnevni red redne seje. Predvsem zaradi tega, da ne delamo po nepotrebnem stroškov in da ne sklicujemo 2 sej v času, ko to ni potrebno, kajti, ko je prišla pobuda, je že bila tudi istočasno napoved za sklic redne seje, ki se godi torej danes 22. aprila. Če ni več razprave o točkah dnevnega reda, o predloge, zdaj lahko dam besedo še samo, če kdo želi kaj predlagati, da se kaj omakne, kaj dodati, Ne, se ste podali predlog, razpravljali bomo, če bo to, jaz sem se samo pač do teh 2 pobud opredelil, gledajte, ne bomo imeli razprave pred razpravo. Vi ste predlagali, jaz bom to dal na dnevni red, da ne boste rekli, da sem kar proceduralno, pa vam lahko dam. Samo, da ne boste zlorabili proceduralnega predloga. Jaz bi vam predlagal, da bi se vi vzdržali takih komentarjev, pa kot predsedujoči si prebrali 30. člen poslovnika, ki v 3. odstavku zadnji odstavek pravi: o predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje. Se bo. To se pravi, bomo razpravljali naprej in se javljam k razpravi. Vi ste že razpravljali, gospod Dobrenek? Jaz se javljam k razpravi za razširitev predlogov v zvezi z razširitev dnevnega reda. In to morate vsem, ki to želijo, po 3. odstavku, zadnjem stavku 3. odstavka 30. člena dati. To ni odvisno od vaše samovolje. Hvala lepa. Jaz predlagam, da gremo in boste lahko razpravljali, ko do te točke pridemo. Jaz zahtevam besedo v zvezi z razpravo o razširitvi dnevnega reda z obema točkama. Ne bom več dovolil nobene razprave, povedali ste, predloge so, napisano je vse, imeli boste možnost razpravljati. Dajem najprej na glasovanje predlog, da se uvrsti na dnevni red razmere v centru za starejše občane občin. Gospod Podgorelec, imate proceduralni predlog, izvolite. Zahtevamo pauzo pred glasovanjem. Kako dolgo? 15 minut. Odrejam 15 minut odmora. Končan, želite besedo, gospod Podgorelec, kako ste se odločili? Ja, hvala za besedo. Mi smo se za prekinitev odločili iz čist preprostega razloga, ker je prišlo do 2-kratnega kršenja poslovnika z vaše strani, in sicer prvič sami ste si dovolili razpravo, drugič ostalim pa v skladu z poslovnikom niste razprave dovolili. Kar se tiče predlogov za razrešitev dnevnega reda, obe točki sta bile danes sklicane za izredno sejo in zanimivo, da na izredno sejo tistih, ki ste zdaj predlagali, vse eno točko niste prišli. Tisto, kar vam ni odgovarjalo, bi lahko nas preglasovali, pa konec in bi lahko na seji, katero smo mi predlagali, to razpravo vodili. Naslednjo, kaj želim povedati, izredno sejo za to tematiko, da nešče reče, da hočemo sejnine, ste tudi na tematiko ceste pred časom sklicali tudi sami, tisti krat v podporo Hildi Tovšak. In zato zavračamo vse obtožbe, kaj se tiče sejnin in tega. In kako veste, da bi mi danes hteli pokasirati sejnino? Mi smo se javno, če bi do seje prišlo, bili pripravljeni odpovedati te sejnine. In zato zavračam vse taka namigovanja. Hvala lepa za to obrazložitev. Gospod Hebar, proceduralni predlog, samo lahko imate? Ne, pol pa ne. Ker se mene jasno rekel za sejnine, pa sem hotel razložiti. Predlog, samo proceduralni predlog. Vi ste že imeli, gospod Rohenik, proceduralni predlog, tako da obrazložitev glasu. Predno gremo na glasovanje, da se uvrsti na dnevni red razmere v centru za starejše občane Ormož d.o.o. Izvolite obrazložiti glas. Hvala. Glasoval bom za razširitev dnevnega reda, ker je stanje v centru nevzdržno. Pred enim letom smo opozarjali na to. Zadeve ste takrat na enak način za obstrukcijo izredne seje preprečili. Stanje se je poslabšalo tako daleč, da so razmere med vodstvom in zaposlenimi tako na nizkem nivoju, da direktno ogrožajo varovance.
Še več, obstajajo sumi kupice nezakonitih dejanj, vodstva, v katerih vam govorijo prizadeti preko medijev, konkretno preko televizije, in seveda vi želite občinski svet ubiti z novim vodstvom. Občinski svet odloča o direktorjih zavodov z 2 zaposlenima, o direktorju firme občinske, ki je čez 80 zaposlenih, katerim je zaupano 150 starostnikov, pa želite občinski svet izločiti. Ni problem samo VD direktorca in še kdo od vodstva, problem je skupščina, ki potrjuje na nezakoniti način in imenuje vodstvo in ravna nasprotju zakona. Cene bi se morale znižati lani, se niso, bi se morale letos, se niso. Obrazlagate to z iskanjem dobička in podobnih stvari, že davno bi pa Center za starejše občane DOO, ker ni več privatnega kapitala, moral biti preoblikovan javni zavod. Dobro, to je zdaj že razprava. To ni razprava. Že močno ste v razpravi. Lepo prosim, 3 minute imam pravico, pa me pustite pri miru. 2 minute. Obrazložitev glasu 2 minute. Potem pa 2, brez vaših skokov. Zato bom seveda glasoval za. Hvala lepa. Naslednja obrazložitev glasu, gospod Pevec Sana. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Podala bom obrazložitev glasu, glasovala bom za razširitev dnevnega reda iz razloga, ker pač ni bilo možno imeti izredne seje. Na sami izredni seji bi dala tudi obrazložitev, zakaj sem se udeležila izredne seje, s tem, da stališče Liberalne demokracije Slovenije Ormož ni bilo, da se prva točka sploh uvrsti na izredno sejo, ker ne želimo razpravljati o situaciji v centru na sejah, ker takrat, ko je bila priložnost, nismo opravili vsi skupaj zadeve, zato mislim, da ni primerno, da bi še o tem dodatno razpravljali in bi tudi predlagali na seji. Če bi pa točka bila uvrščena na sejo, bi pa predlagala, da se bi takrat seja zaprla za javnost. Hvala lepa. Še obrazložitev glasu, gospod Hevar. Ja, jaz bom seveda, kot sem že tisto točko oziroma drugo z izredne seje, hitra cesta bom podprl, prve točke pa ne bom podprl, pa v tej fazi obrazložitve bi zgolj protestiral, da se obrazložitev glasu, bi rekel, izkorišča za, bi rekel, širjenje neresnic. Vse to, kar je gospod Trofenik povedal, nič od tega ne drži. Zdaj seveda, če se on sklicuje na svoje sorodnike, ki so povedali neki tako imenovani informativni izračun, ne pa dejstva, koliko dejansko uporabniki plačajo in kar seveda lahko tudi najdemo na spletnih straneh doma, pol je to druga stvar. Samo prosim, ne pri tej točki, bo že prišel čas za razpravo. Kar pa se tiče, meni osebno ni znano, seveda zdaj mogoče Trofenik iz svoje prakse ve, da v njegovem mandatu mogoče je občinski svet imenoval direktorje. Koliko je meni znano, pač občinski svet v javne zavode imenuje samo del svojih predstavnikov. Te predstavnike so seveda vse politične opcije si nekako po ključu razdelijo, pol pa sami zavode, sveti zavodov imenujejo. Na občinskem svetu pa imamo bolj ali manj samo mnenja, ki so neobvezna, tu pa tam pri kakšnem občinskem svetu pa soglasijo. Zdaj, pravim, mogoče v njegovem mandatu je seveda občinski svet preko njega to imenoval, ampak mislim, da tudi ne, razen če je kje seveda mimo neke uradne procedure, komu naročil, koga se mora izvoliti. Hvala. V redu, obrazložitev glasu. Magister Štefančič. Hvala. Glejte, jaz tudi sem se udeležil te izredne seje, ki smo jo sklicali in seveda neuspešno. Seveda zdaj dobimo iste točke, določene, pa ki bi vam ustrezali nazaj. Predloge, mislim sigurno zato, da se o tem razpravlja, o eni in o drugi točki. Sam bom seveda podprl razširitev seje na obe točke, ki smo jih predlagali. Predvsem zato, ker me skrbi vseeno veliko število podpisov na tej peticiji zaposlenih, ki jih vidim tu 44, mogoče sem se kaj, in pa seveda tudi peticija v podporo zaposlenih, ki so pa jo podpisali varovanci.
Mogoče res smo za čas že zamudili in bi mogli tako razpravo upraviti že prej. Mislim, da za nazaj nima smisla stvari razglabljati, edino zato, da si nalijemo čistega vina in da potem lahko naprej delamo tako, kot je v korist doma in pa seveda varovancev. Je pa res, da sem večkrat opozarjal zdaj v nadsejah vseh, da nismo tisti, ki bi morali, da smo mi tisti, ki moramo tudi vedeti, kaj se v domu dogaja oziroma kaj se odloča in se ne strinjam s tem, da v bistvu župan sam preko svojega podrejenega potem odloča oziroma župane brez razprave v občinskem svetu, da se odloča o pomembnih stvareh, tudi takih, kot so direktor in pa seveda, kot vem, za druge manjše zadeve se o tem razpravlja in se daje pozitivna mnenja, ki se ne bi trebalo, ko so drugi tudi primerni, ampak za tako veliko ustanovo, ki tako humanitarno poslanstvo izvaja in tako pomembno poslanstvo za naše občane, pa mislim, da se nas tako izključuje. Zato bom seveda podprl ta oba predloga za razširitev dnevnega reda seje občinske. Hvala. Hvala za vašo obrazložitev, ki je prišla izven vsega. Gospod Cvetko. Ja, izvolite, gospod Cvetko Dužan. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz bom glasoval za razširitev pri obeh točkah, ker sem tudi bil podpisnik za sklic izredne seje. Jaz res obžalujem, da se mi v našem občinskem svetu ne vemo pogovarjati o takih vitalnih temah, cestne povezave. Danes bomo povezavi s tem tudi in pri turizmu, marsikaj bi še se lahko pogovarjali. To so naše rak rane, ni razvoja. Centre za starejše občane leto dni se opozarja, zadeve so izbile sodo dnu. Škoda, jaz sem toliko demokratičen, da pa poslušam tudi neki glas ljudstva in prispevam podpis, ampak dogajajo se obstrukcije. Mi je žal, škoda, da se enkrat ne spametujemo, da se enkrat ne zedinimo, da bi naredili kaj za dobrobit Ormoške občine in pa širše regije. Bom glasoval za razširitev. Hvala. Hvala lepa. Še obrazložitev glasu, se pravi podgovorilec Stanislav. Vsi, ki ste zahtevali izredno sejo, že tretjič, ne prvič, ne, tako. Izvolite. Nažalost. Hvala za besedo. Jaz bom podprl razširitev za obe točke. Bi pa vseeno, ker se tu govori o lažeh, o lažnivcih, ker je bilo prej zaradi javnosti, moram povedati, izrečeno tu ena neresnica, laž. Glejte, ni replike, gospod podgovorilec, obrazložite glas. Z vami ni nihče polemiziral, obrazložite, kaj imate, ne pa da komentirate razprave druge. Tisti, ki vam tam na desno prišepetuje, pa naj sam razpravlja v svojem imenu. Slabo ste videli, pa čuli zdaj. Ni res, da imamo v svetih zavodih razrez po političnih strankah. To smo v tem občinskem svetu, sem jaz to dvakrat predlagal in to ni bilo osvojeno. Tako da ni res, da imamo v sveti zavodi razreze po političnih strankah. Hvala lepa. Še želite obrazložitev glasu, gospod Čumenjak? Jaz bom glasoval proti razširitvi za obe točke. Namreč ne vidim nobenega razloga, da bi danes tu o tem razpravljali, ker ne vidim, kakšne posledice bi imela ta razprava v dobrobit ene in druge točke, zato mislim, da bi se nešče tu politiziral pa promoviral pred kamerami. Zaradi tega pa jaz ne mislim glasovati za takšni predlog in bom glasoval proti. Kar se tiče razreza, gospod podgovorilec, če ste že načeli to temo, kaj ste vi sploh politična stranka ali kaj ste? Mislim, da ste enkrat neki konglomerat, enkrat ste neka stranka, enkrat ste neko društvo, enkrat ste pa nič. Redo, jaz zaključujem. Vsi ste dobili besedo, da ste lahko glas obrazložili. Vi ste že, gospod Hebar, tudi glas obrazložili, tako da vam ne morem dati več. Glejte, obrazložitev glasu ni stvar ni točka za polemike pa replike. Tako da prehajamo na glasovanje in sicer najprej o predlogu, da se za točko 6, torej za zaključni račun, uvrsti točka razmere v Centru za starejše občane d.o.o. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti.
19 se vas je prijavilo. Kdo je za to, da se ta točka vrsti na dnevni red? Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 5 svetnic in svetnikov in pa 13 proti. S tem predlog ni bil sprejet in prehajamo še na glasovanje o drugem predlogu, to je, da se problematika, se pravi odgovor ministra za infrastrukturo in prostor na poslansko vprašanje v zvezi z gradnjo ceste Hajdina-Ormož uvrsti na dnevni red. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Prijavilo se vas je 18, glasujemo, kdo je za, kdo je proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 14 svetnic in svetnikov in 4 proti. S tem smo dopolnili dnevni red in prehajamo na glasovanje. Torej, ta točka bi se potem uvrstila takoj za zaključnim računom. Na točko 7. Prehajamo na glasovanje o dnevnem redu v celote. Obrazložitev glasu. Gospod Hebar, vi ste se prijavili. Samo malo. Izvolite. Hvala. Jaz bom podprl dnevni red, izkoristil pa bi to, da bi sam povedal to, kar je pred tem gospod Podgorelec povedal, da ni res. Seveda, Nova Slovenija je preko mene v prejšnjem mandatu, pa v tem mandatu predlagala, da bi se na začetku naredil razrez za vsa imenovanja strani opozicije. To ni bilo sprejeto, seveda pa, ker taki predlog ni sprejet, pol prihaja, ko imamo eno ali pa dve prosti meste, prije do težav, zaradi tega, ker jih imamo po 4-5 predlagateljev. Če pa bi na začetku, tako kot smo mi korektno, ne glede na to, da imamo župana pa največ svetnikov, to storili, pa seveda ne bi bilo nobene slabe vesti pri nobenem. Hvala, podprl dnevni red, ker je pač obrazložitev. Dobro, se pravi, boste podprli dnevni red, zaključujem razpravo o dnevnem redu. In prehajamo na glasovanje, samo malo, prehajamo na glasovanje o dnevnem redu v celoti, se pravi za dopolnjeno to točko. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za dnevni red, je kdo proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je dnevni red soglasno potrjen, s tem smo prišli komaj do točke 1, pa je skoraj minila 1 ura. Gremo na točko 2, informacije o trendi varnostni pojavov na območju občine Ormož v letu 2012. Pa vam dajem besedo, gospod Cvetko, izvolite, če se lahko prijavite. Boris, tam vam pomagam. Ja. Izvolite, mislim, da za mikrofon. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Glede na to, da vas čaka kar naporno delo naprej, bom jaz dejansko zelo kratek, tako ponavadi. Gradivo, pisno o trendi varnostnih pojavov na območju občine Ormož ste dobili kot prilogo gradiva na sejo, zato bom dejansko preletel samo po posameznih področjih dela, pa potem več časa namenil vašim morebitnim vprašanjem. Če gremo na področje kriminalitete, lahko ugotavljamo, da se je v občini Ormož v lanskem letu pripetilo zgodilo, kakorkoli smo obravnavali 331 kaznivih dejanj, kar je dobrih 8% manj kot v letu 2011. Še vedno prevladujejo kazniva dejanja zoper premoženje, tu so pa najštevilčnejše tatvine, potem velike tatvine oziroma vlomi, poškodovanje tuje stvari, goljufije in tako naprej. Na področju javnega reda in miru smo obravnavali 170 kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoženja. Tukaj je število kršitev se zmanjšalo za dobrih 23%. Prevladujejo kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru, potem zakona o nadzoru državne meje, zakona o javnih zbiranjih in potem ostale kršitve. Glede prometne varnosti, mogoče kakšen stavek več. Razmere v letu 2012 so bile dokaj ugodne. Skupno število prometnih nesreč se je zmanjšalo, stanje je boljše tudi glede
najhujših posledic prometnih nesreč, saj v letu 2012 nismo beležili smrtne žrtve. Skupno se je zgodilo v občini Ormož 96 prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženih 161 oseb. Kot vzroki prometnih nesreč še vedno na prvem mestu neprelovljena hitrost, potem premiki z vozilom, nepravilna stran in smer vožnje, neustrezna varnostna razdalja. Nekoliko se je znižala tudi povprečna stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih nesreč. Glede ukrepanja policistov, to ponavadi vas zanima oziroma je kar dosti kakih pripomb. Podatek imate naveden za območje cele upravne enote, ker posebej po občini teh podatkov ne vodimo. V glavnem, policisti so v letu 2012 odredili 1852 preizkusov alkoholiziranosti, leto poprej 2700, se pravi približno 900 manj. Alkotest pozitiven v 87 primerih, zaradi vožnje pod vplivom alkohola smo pridržali 24 oseb, potem zasegli 16 vozil, pa odvzeli začasno 23 vozniških dovoljenj. Potem ostale kršitve na območju celotne upravne enote Ormož, se pravi skupaj ugotovljenih manj kršitev, od tega 186 opozoril, leto poprej 211, izdali smo 1214 plačilnih nalogov, leto poprej čez 2000, potem tudi ostali posebni plačilni nalogi in odločb. Skratka, kaznovanih je bilo bistveno manj kot leto poprej. Glede varovanja državne meje, tu na območju policijske postaje Ormož nismo imeli posebnih težav, več je bilo prijetih ilegalcev na območju središča ob Dravi. Toliko telegrafsko, pa bi reči več časa namenil vašim vprašanjem. Hvala lepa. Moram reči, da ste kar nekaj zelo pomembnih podatkov povedali, ki so glede na trend, bi rekel, dobre, da se zmanjšuje to področje kriminalitete, tudi število kaznovanih, tudi število tistih, ki sedajo za volan, ko to ne bi smeli in podobno. To so, samo ocenjujem, da dobri podatki. Odpiram razpravo. Zdaj pisno se v imenu svetniške skupine nihče ni prijavil, moram pa vprašati, če želi kdo, običajno ste pač itak to vsak v svojem imenu razpravljali. Želi kdo v imenu svetniške skupine besedo? Ne želi. Potem prehajamo na razpravo svetnic in svetnikov. Jaz predlagam, da se gospod komandir vprašanja pribeležite, pa je potem na koncu odgovorili. Vem, da se vam tudi modi. Malo smo zavlekli s tem dnevnim redom. Pisno se je prijavila k tej točki gospa Lojzija Raj, pa vam dajem besedo. Potem za njo pa gospa Anica Pevec. Lep pozdrav vsem. Informacijo o trendih varnostnih pojavov na območju občine Ormož za leto 2012 sem skrbno pregledala. Ugotovitve glede prometne varnosti, javnega reda in miru in večino poglavij iz kriminalitete so optimistične. Zasledila sem tudi nekaj preventivnega delovanja policistov na različnih področjih. Menim, da bi takega delovanja moralo biti še več, kajti na vseh, tudi drugih področjih življenja in dela govorimo o preventivi, ki gotovo večkrat pomeni več kot samo kazni in sankcije. Posebno pa, če je dejanje bolj objektivne narave. Zanima pa me, ali so izdelana poročila za posamezne krajevne skupnosti. Menim, da bi bilo dobro, če niso izdelana, da se naredijo. Če pa so, pa bi bilo dobro z njim seznaniti posamezne svete krajevnih skupnosti. Včasih, nekaj let nazaj, smo obravnavali poročila tudi na svetih krajevne skupnosti, kar se nam je zdelo zelo pozitivno. Dobro namreč je, da tudi podrobneje spoznamo, kaj se dogaja tudi na našem ožjem področju, konkretno na področju krajevne skupnosti Ivanjkovci. Tudi sami smo lahko takrat bolj pazljivi, da določena dejanja in tudi kaj doprinesemo k boljši varnosti. V poročilu je napisano, da si želite dobrega sodelovanja z lokalnimi skupnosti in s člani občinskega sveta ter zainteresirano javnostjo.
Tudi mi si tega želimo, vendar se mnenja, da je tega sodelovanja premalo. Zdaj pa še enih stvari, ki ima osebno in pa mnoge naše občane zelo moti. To je prepogosta kontrola prometa v Pavlovcih na avtobusni postaji na Hribu. Menim, da tu ni taka točka, kjer bi udeleženci v cestnem prometu bili zelo ogroženi. Gospod minister Virant je rekel, da ne bi bilo takih točk, kjer bi policisti samo lovili. Predlagamo srednjim organom oziroma ustreznim osebam na občini, da pregledajo del regionalne ceste Ormož-Ljutomer, konkretno je imenovani del v Pavlovcih, kjer je omejitev na 50 km/h. Mislim, da je omejitev hitrosti 50 km na preveliki dolžini ceste, vmes bi mogoče bila lahko kakšna omejitev na 60 ali 70. Na tem področju so se v zadnjih letih naredili pločniki in pa svetlobni znak za pešce, kar dodatno doprinese k večji prometni varnosti. Omejitev hitrosti pa se ni nič spremenila, ampak je v celoti ostala 50. Opažam, da se marsikje že kaj spremenilo, tu pa nič. Prosim še enkrat, da se podrobno prouči ta del ceste in da ne bo več toliko kritičnih pripomb. Policijo pa prosim, da preveri, ali so udeleženci v cestnem prometu na tem delu ceste res tako izpostavljeni, da je potrebna tako pogosta kontrola. Hvala. Hvala lepa. Gospa Pevec, izvolite. Hvala za besedo. Oglasila se bom v zvezi pod točko 5, kjer ste napisali realizacija pobud in predlogov občine, in sicer, da si želite dobrega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, pa bi tukaj želela izreči tudi, da ne bodo samo kritike na račun dela policistov, tudi eno javno zahvalo. In sicer v zvezi z letošnjim obilnim sneženjem smo na območju Koga imeli en tak kritičen dan. Bila je ena sreda, kjer je bilo res obilno sneženje in je eno vozilo, ki vozi živila na Kog v trgovino v Jastrebcih zdrsnilo iz cestišča. Ko se je šofer obrnil name, da posredujem pri nekom, ki bi mu pač pomagal, da pride iz tistega jarka ven in da se tudi vozilo povsem ne prevrne, nisem naletela na noben odziv v sami krajevni skupnosti, ampak sem se potem obrnila na konkretno na enega policista, ki živi nedaleč stran od mene, in ta je nemudoma brez vseh zadržkov prišel in vozilo, ki je imelo to težavo, spravil na cestišče in mislim, da je prav, da se tudi v takih priložnostih zahvalimo policistom za njihovo delo. Sicer ni bilo to delo v njegovem delovnem času, in ta policist pa je gospod Vezjak Goran. Hvala lepa. Tudi pred kratkim smo lahko tudi slišali o reševanju šoferja iz gorečega vozila tu v Ormožu, prav tako udeležena 2 policista naše policijske postaje, tako da tudi to je treba dodati. Gospod podgorelec Stanislav. Ja, hvala za besedo. Jaz sem se javil k besedi izključno iz 2 razlogov. Prvi je to, glede na moje razprave leta nazaj, ko sem imel pripombe in moram reči, da to je že tudi gospod Pevec nekaj omenila, da po moji oceni pa bom rekel kar tudi nekaterih občanov, ki so me nekoč opozarjali na preveliko vidnost ali frekvenco na določenih mesti, pa tiste pojačane kontrole, da je ena, vsaj moja ocena, koliko se jaz pač strokoven, tudi če sploh sem, da dejansko je v nekih mejah normale zdaj tisto patrulje in te zadeve, da ni nekaj pretirano, in nekdaj smo se tudi zgovarjali, da to so nas poznali posod po Sloveniji, od Gorišnice dol po 3-4 kontrolah naenkrat, in mislim, da tega zdaj vsaj neka ocena v tem trenutku ni. Naslednjo, kaj jaz bi vseeno vprašal, kako je sodelovanje in če dajete mogoče lokalni skupnosti, kdaj kakšne skupne pobude glede kakšne ureditve z redarsko službo, ki deluje na območju občine,
In pa zadnji krat, ko smo poslušali poročilo redarske službe, sem že napovedal, da vam tudi danes pokazal eno sliko, kar me pa moti. Dejansko gre za tisti kup snega na enem prehodu za pešce, ki je tudi odvenem označena kot šolska pot, in kot sem tisti krat rekel, vsi policaji, tudi vi, ko grete iz službe, ste mogli videti tisti veliki kup snega tam nasproti barja, lahko vam toto sliko dan, in to je trajalo cirka mesec dni, da prehod ni bil na intervencijo nikogar očiščene. Je pa res, da pa mogoče kdaj je kaki pešec, ki gre mimo prehoda, pa mogoče toliko ne ogroža prometa, mogoče celo pomaga, da se, ker vemo, da ta prehod tu v totem križišči, ki je v ovinki, je prilično nevaren, če nenadoma stopiš na prehod. Če greš moti 50 metrov više, je manj nevarno, kot če greš po prehodi, pa si lahko kaznovan. Hvala. Hvala lepa. Gospod Svetko. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav gospodu komandiru. Jaz imam eno kratko vprašanje, pa eno pobudo, oziroma kako bi jo že smatral. Glejte, pri prometni varnosti na strani 55 so navedeni postopki pri kršitvah, pa me samo zanima, kakšna je razlika med plačilnimi nalogi in pa posebnimi plačilnimi nalogi. Teh prvih je številčno dosti več, so se pa procentalno tudi zmanjšali glede na prejšnjo leto, upad je 40%. In pa eno kratko pobudo. Moji predgovorniki so že o tem govorili. Spoštovani gospod komandir, mi smo o tej temi ob raznih prilikah kar dosti debatirala. Gre pa za to večno temo dejansko prevelike prisotnosti policije v našem okolju, ne samo na področju ormoške občine, tudi sosednje, mogoče Tomaž, tudi mogoče Središče. Mi bomo danes pri eni od točk dnevnega reda govorili o turizmu, ki še edina neka svetla točka naše prihodnosti, pa ne, da bi zdaj tu stregel z nekimi podatki, kako se te stvari dogajajo in videvajo v tujini, pa ni treba daleč iti. Gremo tu nad avstrijsko Radgono, gremo za avstrijsko Lipnico, gremo v Brda, slovenska ali italijanska. Jaz sem zadnjih 14 dni imel ogromno tam prilike biti. Glejte, vam povem iz osebnih izkušenj, kolikokoli si prizadevamo za neki večji turizem, vam povem, to je eden ne največji, ampak tam, če bi šel rangirati, že sigurno in tretji, četrti razlog, ker danes obstajajo ljudje, ko so na svetu, v Sloveniji, v Evropi, tako imenovani vinski turisti. Ljudje obiskujejo destinacije vinske, vse spijo, ko zares vatri, ampak to pri tej močni prisotnosti pa je že preveč. Jaz ne zagovarjam, da ljudje vozijo vinjeni, pa da preveč spijajo. Samo vam povem, zadeva postaja moteča, ker ko ljudje malo govoriš o tej naši destinaciji, o kateri bo danes še tu dosti govora, pa mi vsaki reče, kaj pa z vašo tam močno prisotno policijo. Nekak še lažje pridajo zvučje vasi do Ljutomera pa do Ormoža po tisti strani, tudi tam ne gre brez policije. Kar pa se tiče od Ormoža do Ptuja, to pa je živa katastrofa. Pa vem, da niste vi osebno to krive, pač hierarhija na vašem ministrstvu oziroma policiji takšna, kot je nad vami še nekih odločevalcev, ampak jaz bi res apeliral, da bi to postala neka bolj življenjska zadeva, ker dejansko ljudje imajo nekaj upravičenih strah, govorim o turistih, ki bi sem prihajali, se bojijo in ne prihajajo zaradi tega, ker vejo, da ne bo šlo brez policije. Hvala. Ja, dober dan, hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj, gospod komandir, pa prisrčno pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz mogoče ne bi toliko pričakoval zdaj z mojim vprašanjem vašega odgovora, mogoče bom vesel, če bo. Mene zanima, na strani 52 je tabela in KD zopet zakonsko zvezo družino in mladino. To je en zaskrbljujoči podatek in sicer povečalo se 2010 imamo 93 primerov, 2011 32 in 2012 110. Zakaj to sprašujem? To je taki podatek, ki verjetno da malo širše, ki ima tudi širše posledice. Gre za kazenske zadeve zoper, ki se dogajajo v družini in ki imajo lahko za posledice dolgoročno
tako za mlajšo populacijo, za otroke, kako za vazdor, kako tudi pozneje za normalno življenje tudi v lokalni skupnosti oziroma v širšem okolju. Tako da nad tem podatkom mislim, da bi se morali zamisliti malo širši krog, ne samo vi ste to zadevo pokazali, mogoče boste vedeli kaj več. Drugo, kaj se mi zdi pohvalno, pa je to, da se je plačilnih nalogov z 2011 z 2030 zmanjšalo na 1214. Zdaj, jaz ne vem, zelo vesel bom, če je to preventiva tako vplivala na to, ali je kaj drugega, če boste mogoče tu bolj vedeli pojasniti. V glavnem podatek je tudi skoraj za polovico manj. Se pravi, da nekaj se je zgodilo v teh letih z zakonodajo, z preventivo, z osveščenostjo ljudi in mislim, da je ta podatek pohvalen. Kot je ta podatek pohvalen, pa je sigurno vse za mene zaskrbljujoča ta podatek v tabeli z 33,23% porasta družinskega nasilja. Hvala lepa, gospod Šumenjak. Hvala za besedo. Glede, jaz če se spomnite, pred enim letom sem rekel, da bi bilo smiselno povečati tisto tabelo zadnjo, če gledamo, prvo rubriko povečati, pa vse ostale rubrike zmanjšati. Zdaj zadnjo tabelo gledam o postopkih. Zdaj vidim, da se je dejansko zmanjšalo število, vse edino zmanjšalo se je tudi število opozoril. Število opozoril bi po moje moralo narasti, drastično narasti. Gre pa tudi v tem, da se je skupno število bistveno zmanjšalo vseh postopkov, kar pa bi morali povezovati z predhodno tabelo o prometnih nesrečah. Zdaj, če bi kaznovalna politika res vplivala na število prometnih nesreč, potem bi se morala ta tabela predhodna bistveno povečati, ampak se je zmanjšalo. To se pravi, da to kaznovalna politika z številom prometnih nesreč nima neposredne povezave. To, kar vedno trdimo, ker naša zakonodaja pa vse je tako naštevano, da voznika v prometu štejemo kot potencialnega kršitelja, ne pa kot potencialno žrtev v prometu, kar je narobe. In če bi si to pogledali, če bi to dejansko bilo povezano število prometnih nesreč z število plačilnih nalogov, potem bi vse na ormoškem področju v preteklosti sploh ne bi smeli imeti prometnih nesreč, ker smo sigurno glede na povprečje v Sloveniji prvi v Sloveniji. Zdaj zadnje leto, odkar je bil minister Gorenak, pred enim letom je bila vlada tu na obisku, smo ga na to upozorili in je rekel, da bo policiji dal usmeritve, da se prisotnost policije na cestah na tem področju zmanjša. V enem letu smo videli, da je to bilo res. Ampak zdaj, v zadnjih 14 dnevih, pa se je to spet obrnilo in postavilo nazaj na tisto, kak je bilo pred enim letom. Zdaj ne vem, eni pravijo, ker so se policisti zbudili iz zimskega spanja, ker po zimi jih ponavadi nega, ali te kdaj mrzlo, pa kdaj daš gre, zdaj je malo lepše vreme, ali pa je sprememba vlade povzročila to, da so, recimo bom vam povedal, v četrtek sem se pel v Lenart, bil je radar v Mihovcih, tisti avto, v Mihovcih pred železniško postajo, eden s tisto streljno napravo, v Trgovišči eden, pa v Cvetkovcih eden. Pa še tu v Grmi notri ponovadi stoji pri hoteli starem, eden notri v Grmi se skrije, oni pa tam doli kasira. Mislim, to nema smisla. Če res hočete narediti tisto, kar bi naj preventiva imela, morate biti tam, ki so prometne nesreče. Nažalost, nikdar nisem videl policije v križišču, v Sluševci, Podgorci, ki je največ prometnih nesreč, sigurno v Ormožu se zgodilo, v Ormoški občini. Sigurno tudi težki smrtnimi izidi. Nikoli policija ne ga tam. Na takšen način mislim, da ni dobro. Mi bi morali imeti preventivo tam, pa restriktivne ukrepe tam, ki se dogajajo prometne nesreče, ne tam, ki se puni proračun. Hvala lepa. Še gospod Emil Trstenek. Hvala lepa za besedo. Jaz vam tudi moram povedati nekaj pač pohvalnega, kajte vrsto let sem
razpravljal glede patrulj, kako so na našem območju bilo, se pravi od vzhoda, severosoda, od Trgovišča ali pa od Gorišnice, pa vse tja dol do Koga ali pa do naše meje, kak imamo z Presiko, z Ljutomersko občino. Zdaj moram reči pohvalno, da je teh patrulj mnogo manj, razen področju, kak je dole, se pravi južna meja, kar je tudi razumljivo, da morajo pač patrulje več biti, ali tiste so, bi rekel, tiste rutinske kontrole vozniško, pa pač kdo si identiteta, ostalo pa nekaj ni, tako da glede tega lahko rečem samo pohvalno. Kar se tiče hitrost vožnje, tako je kolega Branko Šumanek rekel, jaz sem isto to tudi opazil. Glede republiške ceste, se pravi od Ormoža do Ptuja, na tem območju Mihovec, Cvetkovec, Trgoviščan, Cvetkovec, kar 3 radarje. Gledim pa tu glede prehitre vožnje, ki je trend tudi drastično padel, kajti imeli smo nekaj okrog 23, samo to me malo čudi, če je to sploh možno, tako malo glede voženj, če je to sploh, je ta statistika dobra ali je to mogoče kaj drugega, to mi skoraj ne gre v glavo, glede koliko patrulj je, koliko radarjev, pa da bi bilo samo 23 primerov. Prav tako bi se tudi, kak je gospa Slavec rekla, na avtobusni postaji v Palovci, pa to je nemogoče. Zjutraj, kdaj grejo ljudje službo, obavezno radarje, a kontrola, tudi kdaj se točno ve, kdaj se gre domov, to je večinoma pretežen del iz kariere, obavezno ob 2 pa do 3 policijska patrulja na avtobusne postaje v Palovci. Jaz mislim, ker tu nobene nesreče tako dolgo ni bilo, razen mogoče 20 let pa 15 let nazaj, te kdaj se cesta delala. Te pa je res bila nesreča, samo ne zaradi hitre vožnje, pa ne zaradi prometa, temveč zaradi tega, ker je več bila delovna nesreča, je tovornjaki sklizno dol, bi rekel, zadaj sama naprava Kason in je seveda takrat bila smrtna žrtev. Drugo pa niti sploh zadnji, bi rekel, 5-6 let, ne vem, da bi bila kakšna nesreča tu. Verjetno boste vi tudi tu potrdili. Kar se tiče, bi samo rad še nekaj povedal na sami prireditvah. Jaz sem že lansko leto upozoril, pa že prejšnja leta. Ja, prosim vas, tudi društva, ki delajo pač na nek način, da se nekaj prislužijo, kajte vemo, kakšna kriza je. Vsaj ne tam, bi rekel, ne bližine tiste prireditve, kak je, vsaj tam ne bi trebala policijska patrulja biti. Kajti potem nam praktično gre ves promet, tisti dobičarski. Kajti tudi, če vidimo, kaj se tiče alkoholiziranosti v Ormožu, vse pa več nabere, ne upa nigi piti. 87 primerov imamo. Pa hvala Bogu, da jih imamo. Samo se pravi, te smo se popravili, poboljšali smo in puste nam vse tisto, gdje je prireditev, malo vse, da si kako kapljico spijemo, pa da gremo varno domov. Pa tam do polnoči, po polnoči, pa jaz že tudi rečem tam v 2-3, pa treba da kako kontrola biti. Kar se tiče še eno, bi imel eno pobudo, pa predlog. Sami centrov, Miklavža, Velike Nedle, tudi Ivenkovec, Koga, zdaj centre vemo, da smo gasli. Razsvetljave več ni, od polnoči pa zjutraj do 5 je ni več in seveda tu se je drastično povečal, kaj se kraja tiče. Sam primer pri Miklavžu, oropana trgovina, nekatere hiše in na samem igrišču, kak ga imamo, tudi so nam ukradli mreže. Zdaj se bojimo, glih 18. maja bomo imeli prevzem tega čudovitega objekta in se samo bojim, da bodo šle mreže, da bo šle tenis mreže, da bo šle odbojkarske mreže, pa še tako sem prej rekel, tudi gole za mreže. In vedite, kako je to škoda. Tu pa bi mogoče trebalo malo, ne tam na avtobusni postaji, pa pri gasilci ne stati, mogoče se pelati malo v bližine igrišča ali pa pokopališča, pa tam malo potrebno delate. Toliko lepo, hvala lepa. Zdaj sem tako malo drugi. Dobro. Še gospod Hevar. Ja, hvala. Jaz bi rekel, kot predsednik Kirka Jeruzalem Ormož, imamo zgledno sodelovanje z policijsko postajo, moti pa me to, čeprav vem, da so predpisi taki, kot so, bi rekel, striktno uveljavljanje pri mednarodnih prijateljskih tekmah. Nam se namreč dogaja, jaz sam osebno sem že 2-krat kazen plačal, klub tudi, zaradi tega, ker je na podlagi zakona o športu rokomet med tistimi najbolj izpostavljenimi športi. Mi enostavno več ne moremo imeti prijateljskih tekem z sosedi iz Hrvaške. Dejstvo pa je, da v pripravljenem obdobju se trenerji to zmenijo dan, dva pred tekmo. Če pa mi gremo prijaviti preko uradne
upravne enote, je to procedura, ki traja 2 do 3 tedne. Ne. Skratka, prosil bi, če je možno kakva toleranca, ker po drugi strani pa nismo upravljali z dvorane, ne moremo zakleniti. Res pa tudi je, da seveda, če je v počitnicah popoldan kakva tekma, smo tudi včasih dali na novice kabelski televiziji, ker se nam zdi, da otroci, ki se bavijo športom, pa če želijo kako tekmo pogledati, zakaj jim ne bi tega omogočili. Skratka, ne da bi nagovarjal izoglavljanje predpisov, ampak če je možno, da je tu neka toleranca, ker v bistvu že v prvenstvenih tekmah, posebej pa v teh prijateljskih, nikoli ni izgledal. Ker recimo, če pa gremo eno ligo niže, tam pa niti tistih rednih tekem ne morejo prijavljati. Tako da mi smo zdaj po teh 2 plačilnih nalogov probamo imeti prakso, da pač prosimo prijateljske moštva, da gremo gostovati. Pošteno povedano, ne. Zdaj, če je to možno, kakva toleranca, ja, če ne pa pač, jaz sem si pogledal, jasno mi je, da to pravico imate, ne, ampak bi rekel, to nam neko normalno delovanje ne mogoče, menim pa tudi, da se nobena škoda ne dela, posebej, če tudi večina publike so takrat tam otroci, ne, ki grejo gledati, ki to trenirajo, pa jih tudi to zanima. Hvala. Dobro. Še gospod Antolič, Rado. Hvala za besedo, tudi v mojem imenu lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz bi tu šel v drugo področje, ki ni bilo omenjeno. Tudi kot predsednik ribiške družine bom na nek način se tu javno zahvalil za dolgoletno sodelovanje, to mogoče niti javnost dosti ne ve, sodelovanje policistov z ribiškimi čuvaji pri ohranjanju in kontroli pa preprečevanju krivolova glede ribolova in pa tudi ob onesnaževanjih in pa poginih rib. Tukaj lahko pohvalimo, da so vedno pri roki za tudi strokovno in pa drugače v pravem času tudi pristojne službe obvestijo, da ne prihaja do večjih onesnaženj podtalnic ali pa kakve vode. To pa samo z moje strani, tako da tudi to področje ni nikjer na nek način navedeno, so pa prisotni policisti z našimi čuvaji dosti ob vodi in pa ob potokih različnih. Hvala. Hvala lepo, zdaj pa res ni več prijavljene. Tako, gospod Cvetko, če se prijavite, pa potem mislim, da ste si zapisali te pohvale in pripombe. Izvolite. Hvala lepa za vprašanja, pobude, komentarje. Poskušal bom dejansko telegrafsko malo iti skozi, pa bom kar od zadnje strani začel. Glede, seveda tu v teh 4-5 straneh je napisanih par suhoparnih podatkov glede našega dela v preteklem letu, glede sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, z društvi, z vsemi državnimi in tudi nevladnimi in ostalimi organizacijami, tako da tudi z ribiči, z lovci, z gasilci, civilno zaščito, z ostalimi sodelujemo na veliko področjih in jasno, ne, tam statistika mogoče marsikaj ne prekaže, tako da seveda si tudi želimo naprej takega sodelovanja z vsemi. Glede rokometnih tekem, tu sem že enkrat rekel, da konkretnih zadev ne mislim komentirati, predvsem tam, kjer ste osebno vpleteni in tudi danes tega ne bom komentiral. Za vsako konkretno zadevo, ki jo imate, bomo urejali na način, ki je predpisan, se pravi na policijski postaji v razgovorih. Tu pa gre konkretno, ker ste sami vpleteni kot odgovorna oseba, zato je ne mislim komentirati. Na splošno lahko rečem, predpisi veljajo za vse in če lahko večji klubi, večje ekipe prijavljajo, potem bomo tudi mi se to mogli navaditi. Glede hitrosti vožnje, 3 radarji, enkrat, dvakrat na teden, ne na teden, na mesec, imamo dejansko tako imenovani poostren nadzor, kjer tudi z sosednjimi enotami in pa postajo prometne policije Maribor naredimo na zaporedni lokaciji meritve, 3, 4, tudi 5 meritev do Ptuja. Govorim, to je enkrat do dvakrat na mesec, v trajanju od 1 do 3 ur. Tako da pogostejših takih nadzorov v taki obliki nimamo. 23 primerov, to je vzrokov prometnih nesreč,
To niso kršitve ugotovljene zaradi hitrosti, ampak 23 je bilo vzrokov prometnih nesreč, kjer je hitrost kot poglavitni vzrok. Pavlovci, avtobusna postaja, vsekakor preko Sveta za preventivo kot posvetovalno telo imate možnost spremembo prometne signalizacije, kjer seveda sodeluje tudi policijska postaja za svojo analizo za določeno obdobje. Tako se je že na marsikateri drugi cesti to naredilo in tudi na tej cesti se to lahko naredi, če ustreza vsem prometno-varnostnim razmeram, se pravi, da so urejeni pločniki in vse ostalo. Potem glede društva nekontrol v bližini preditvenih prostorov oziroma teh, rekel, veselic ali pa drugih. Sami ste že videli, da je teh postopkov kontrol bistveno manj in moram reči, če imamo na enem martinovanju v Ormožu, kjer je večdnevna prireditev in v enem tednu nimamo dobenega alkoholiziranega voznika, smo tudi mi naredili svojo. Konkretno v lanskem letu enega pijanega ne v tistih 3 dneh prireditev. Pa nismo davali vse poprek. Dejstvo pa je nekaj, da so se tudi vozniki navadili, da so obrali drugačne načine, rekel, veselice, eden vozi ali pa kombi vozi, taksi so vozili in tudi to je eno izmed, rekel, naših na svetu priporočil. Tisti, ki pa vozi, pa naj bo trezen. Pobuda glede centra Miklavža v ostalih, res je, elektrika se je sklopila, imeli smo tudi določene težave tam, kot veste, glede teh senzorjev, ki se jih je kar nekaj spulilo. Upam, da bomo uspeli tisto tudi kaj preiskati, ker gre tam, poznate malo zadevo, ne bi komentiral zdaj tu za ostale. In se pojavlja, čim se naredi tema, čim se naredi neka priložnost, potem je tudi potem vandalizem ali pa tatvine na teh območjih. Glede manj prekrškov, potem, da bi mogli biti še več opozoril, zdaj, če vas poslušam, pa če poslušam, ko sem na kolegiju Policijske uprave Maribor, tam smo kregani, ker imamo preveč opozoril, tu premalo, glejte, mi smo izvajalci, mi smo tu na cesti, tako rekoč, ki delamo tisto, kaj od nas zahteva na neki način država preko zakonodaje, ki se pa tudi spreminja. V zadnjih 2 letih se je zakonodaja spremenila, pa veljala, pa ne veljala, pa smo vse zaprli, pa smo vse spuščali, pa smo vse avte zasegli, pa smo vse, gledajte, tudi pri nas je pač zadeva taka, da smo izvajalci zakona in tu si ne more vsak po svoje nekaj razlagati. Če bo zdaj čez pol leta veljalo drugače, bomo čez pol leta drugače delali, žal. Se pravi, v zadnjih 40 dnevih več policistov na terenu. Po zimi veste, da je letošnja zima bila taka, da se navežem še na ostale zimske razmere. Vse, kje pa je policist lahko varno ustavljal. Tu so kakšna avtobusna postajališča, tu so kakšne stalne točke, kjer dejansko policisti ustavljajo. In če mene vprašate kot čista občana, iz Ormoža do Ptuja je 5 točk, kjer lahko ustavljaš varno. In tam policisti so. Vse ne morejo biti na vsakem vogalu. Se strinjam za lokacijo križišča v Sluševci pod Gorci. Ena izmed kritičnih točk. In tudi na našo pobudo je DRSC začel s postopkom, da bo verjetno tam enkrat ali bo neki otok v sredini ali ne vem, pač neko rešitev bodo mogli najti, ker je cesta predolgo ravna in hitrost velika in potem tisti, ki zavija levo, desno in pride do naletov in hudih prometnih nesreč. In to je ena izmed točk, na katero smo že opozorili pred časom. In mislim, da je tudi že ena študija narejena, ampak ko bo denar, verjetno bodo tudi začeli s postopkom te preureditve ceste. Glede kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, tu gre v večini primerov za kazniva dejanja neplačevanja preživnine. Tako da tu ni zdaj, bi rekel, tega družinskega nasilja toliko, družinskega nasilja je nekje v zadnjih letih konstanta, tako da ni strahu, da bi to bilo kaj, ampak pač določeni ne morejo, ne želijo kakorkoli plačevati preživnine in tega se je kar povečalo v zadnjem času. Manj izdanje plačilnih nalogov, tu smo že komentirali. Posebni pa navadni plačilni nalog.
to sem že lani enkrat obrazložil, navadni plačilni nalog pomeni, če policist ugotovi neposredno kršitev, sam, da zazna, ne. Posebni plačilni nalog pa pomeni, da ste se dva stepla nekje na kraju, policist tega ni videl in na podlagi izjav prič, udeležencev, oškodovancev, kakorkoli potem zaključi, kdo je kršitelj in kdo ne. Prisotnost policije na našem območju, primerjava z Avstrijo, vinski turizem, jaz sem prepričan, da 2016 bom verjetno spet lahko malo bolj zadihali, ne. Če greste poleti k nam na morje, tudi vidite, da policisti zelo malo se ukvarjajo z nekim prometom, pa z nekim, bi rekel, tako imenovanim pihanjem. Zakaj? Ker dejansko turizma toliko, da enostavno se posvečajo samo tistim nujnim zadevam, interventnim in pa kriminalu. Ampak zakaj sem rekel 2015, 2016, ne? Takrat smo še pač tu šengenska meja, južna meja za celo območje Evropske unije in zaenkrat ostane vse število, vse takšno do konca oziroma dokler Hrvaška ne stopi v šengensko območje. Nekdo si je mogoče narobe predstavljal, Hrvaška stopi s 1.7. v Evropsko unijo, ampak to ne pomeni ukinitev, bi rekel, policistov na zeleni meji. Ukinejo se samo oziroma ne bojo cariniki na mejnih prehodih, mejni prehodi še ostanejo, bo malo poenostavljena zadeva, ampak mi, bi rekel, na teh ostalih območjih pa ostanemo še do konca, bi rekel, Schengena. Sodelovanje z redarsko službo. Mi imamo z redarsko službo skupne medobčinske uprave, redne kontakte, sodelovanja. Tudi pred 10 dnevi smo imeli delovni razgovor z vodjo redarske službe in pa z direktorico skupne medobčinske uprave, kjer smo določene zadeve dogovorili. Glede kupa snega, jaz verjamem, da je letos bil marsikje kup snega, ne. Zdaj, če je bila kakšna kritična zadeva, pa da je nismo videli, pa da je ni občina videla, pa da je ni še šola videla, jaz nimam kaj reči, ne, razen da se prevečujem, če res smo vsi spregledali, ampak bi pa apeliral na vse, ne, da če to vidite, pa če to ni v 2-3 dneh ali pa ne, spucano, predvsem tam, kjer se tiče pločnikov, tam, kjer se tiče prehodov za pešce, to mora biti, ne, in bi verjetno odreagirali, če bi to bilo. Jaz ne vem na pamet, zdaj vem, za katero sliko se gre, ampak letos, verjamte, pa vsi vemo, da takih razmer že dolgo nismo imeli in da se pač vse skupaj malo zasipal ta sneg. Pobude, se pravi javno zahvala glede, seveda imamo tudi policiste, ki tako v službi, tako v prostem času so pridni, marsikaj rešijo, tudi to, kaj je gospod župan omenil, dejansko sta policista v zadnjih, da ne rečem sekunda, človeka potegnila ven, ker je dejansko avto gorel, če ne drugo bi se zadušil notri, glede na to, da je že bilo toliko dima. Tako da in kup dela je takega, ki je bilo nareditega, in kup intervencij, kjer so reševali, bi rekel, družinske razmere, in kup hudih prometnih nesreč, kjer so dejansko reševali tudi življenja, tudi pomagali gasilcem, reševalcem. Ampak seveda, ljudje smo pač taki, da bolj vidimo tisto, ko nas nekdo ustavi, ko nas nekdo po žepu udari in tak naprej. Ne. Je pa tu in res še dosti dela, ki ga mogoče niti ne vidimo, ali pa ga ko vidimo, ko smo sami udeleženi, ne. Do takrat pa ne. Še en začetek preventivnega delovanja, vedno več. Tu je bistvo, na tem gradimo že leta in leta, ne. Se pravi, da se ne samo s tem kaznovalno politiko, kot je že omenil gospod Šumenjak, ne, ampak dejansko, da poskušamo in ljudje se navaliti, da pač neki red mora biti, ne. Če bi vsi ravnali po svojem, ne, ampak velja samo kazen za onega, ne, za soseda, za mene ne več, ne. Mene ne kaznovati, njega pa lahko, ne, vsake dan, ne. Pač taki smo, ne. Krajevna skupnost, se pravi, poročila se ne delajo, ne. Morate vedeti, da je to sicer računalniško izvedljivo, da se je to včasih delalo, ko so naši vodje policijske koli še lepo pikcali, si pa peš delali, ne, ker je bilo teh dogodkov bistveno manj, pa tudi več je bilo teh kontaktov z krajevno skupnostjo. Jaz upam, da bo enkrat prišlo spet tega, da bomo še več dejansko z, bi rekel, samimi krajevni skupnosti, z ljudmi in da bo tega sodelovanja in pa tudi preventivnega dela še več sodelovanja.
Prepogoste kontrole Pavlici, to sem pa že povedal, ne. Se pravi, predlagate omejitev na 70, glede na to, da so pločniki, in sem prepričan, da se bo to lahko uredilo. Toliko mogoče. Hvala lepa za odgovore. Vi imate, gospod Hebar, dodatno vprašanje? Eno pripombo, oziroma, zdaj ne vem, ali sem se narodno izrazil, ali pa me niste želeli razumeti. Jaz vem, za prvenstvene tekme pa ostale klube je zadeva jasna. Mi delegat nam pregleda, če nimamo, niti ne moremo igrati. Moja, bi rekel, nekako prošnja, ali kakorkoli se nanašalo, bi rekel, za te prijateljske zadeve z mednarodnim elementom, ker smo točno na meji. Kar se tiče drugih klubov, ne, bi rekel, nekih večjih klubov v meji sami ni, ne, in ostali klubi, večji, manjši, kakorkoli, to organizirajo, če res kaki znani klub pride na priprave. Mi pa, ki smo na meji, ne, pa imamo neko, bi rekel, zgledno sodelovanje tudi v športu z športniki sosednje Hrvaške, pa nam to predstavlja težavo. Pa tudi posebej sem povedal, da predpisi so taki, kot so, da pa seveda, če lahko može neki blažji pristop, ker v času priprave je pač neka specifika, da se sproti dogovarjajo. Vse, če ne bo možno, ne, se pač glede osebne vpletenosti, pa jaz tu nič ne jemljem, da sem kakorkoli osebno vpleten, sem odgovorna oseba, dvakrat smo napako naredili, smo kazen plačali, moja razprava pa se pač šla v smeri, ne, če je mogoče malo oblažiti ta režim, da ne bi imeli tekem ali pa da otrokom seveda ne bi onemogočili, da bi gledali, pa bi se zaklepali. Nič drugega ni bilo mišljeno. V redu, saj jaz mislim, da je komandir zaznal vse te pripombe in bo tudi v skladu z svojimi pač pooblastili in pa zmožnostmi poskušal te zadeve urejati tudi vnaprej v dogovoru z celotno strukturo lokalne skupnosti, tako kot je tudi samo omenil. Mogoče bi jaz samo še povedal to, da to križišče v Slušovci je dejansko v planu Direkcije Republike Slovenije za ceste, ima pa ta direkcija in problem, ne, da je vsako leto pri proračunu sredstva zmanjšajo. Namesto, da bi malo povečali, vsako leto nekoliko zmanjšajo, tako da so tam sredstva na državnem nivoju zelo pičla. Drugače pa smo si to križišče že pred časom skupaj ogledali. Kar se pa tiče Pavlovec, pa tako kot je gospod Cvetko povedal, bomo tudi mi z občinskega nivoja podali predlog Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kjer je tudi policijska postaja zastopana, da bi podali predlog, da na tej državni cesti prav tako direkcija tam hitrostno stopnjo poveča na 70. Kar pa je sve potem lahko spred druga delikatnost, ne, tako da. V redu, če ni več nekih vprašanj, nekih pobud, bi jaz potem predlagal, ali še želi kdo besedo, ne želi, da preidemo na glasovanje o naslednjem predlogu sklepa, ki je napisano na strani 50, to pa je občinski svet Ormož se seznanil z informacijo o trendi varnostnih pojavov na območju občine Ormož za leto 2012. Pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo o sklepu, kdo je za, je kdo proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je sklep soglasno potrjen, 18 je glasovalo za, nihče proti. Jaz se vam najlepše zahvaljujem. Nasvidenje. Torej, s tem smo mi zaključili drugo točko in prehajamo na tretjo točko, to je predlog odloka o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v občini Ormož. Pred sabo imate fazo osnutka, se pravi prvo obravnavo. Pri tej pripravi odloka je sodeloval poveljnik občinskega štaba civilne zaščite, to je gasilske zveze, občinske gasilske zveze, gospod Tonček Lisjak in pa namestnik poveljnika civilne zaščite, tako je malo pravilno povedati. Tako da prosim, če se lahko prijavite, pa vam takoj dam besedo za obrazložitev. Saj ste se že, zdaj ste se izklopili. Takole, izvolite. Jaz še enkrat se priključite. Redo, zdaj pa je vklopljen mikrofon, izvolite. Lep pozdrav, jaz se zahvaljujem za vabilo, da podam par ključnih zadev, kar se tiče tega odloka.
Dejstvo, zakaj je odlog pred vami, je zaradi tega, ker je prišla na občino revizija, katera je ugotovila, da na področju zaščite in reševanja ali varstva manjka ravno ta odlog, kateri ureja kompletno področje samega tega področja zaščite in reševanja. Sam odlog ureja ne samo gasilce, ureja tudi kompletno civilno zaščito in pa vseh drugih sil zaščite in reševanja na področju občine. V odloku je tudi navedeno vse, kar je neka podlaga za izdelovanje samih načrtov zaščite reševanja na vseh področjih, v vseh segmentih. In pa na koncu bi še dodal, da sam odlog ne bo prinesel nekih večjih finančnih sprememb, kar se tiče proračunske postavke za obrambo in pa ukrepe ob izrednih dogodkih. Toliko bi jaz v odloku, samo vsebino odloka ste dobili z dnevnim redom, pa hvala lepa. V redu, odlok so pregledali tudi na odboru za premoženje, finance in pa gospodarska vprašanja, pa dajem besedo predsedniku, dr. Kolmaniču, izvolite. Hvala za besedo. Trenutek. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se je seznanil s predlogom odloka o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v občini Ormož. Prva obravnava se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati v imenu svetniške skupine? Torej, v imenu svetniške skupine se ni nišče prijavil v svojem imenu. Prosim, gospod Vajda. Hvala lepa za besedo. Kolegice in kolegi, dovolite, da spregovorimo par besedah o tem zelo pomembnem odloku, ki ureja organiziranje in delovanje sil zaščite in reševanja in pa vseh ostalih organizacij, ki so vključene v ta sistem v primeri nesreč, reševanja in vseh ostalih ujm, ki nas lahko ali pa nas obiščajo skozi različna obdobja. S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organiziranja in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji za območje občine Ormož natančneje določa organiziranje, pripravljanje in delovanje civilne zaščite in drugih sil zaščite in reševanja ob naravi in drugih nesrečah ter v vojni. Enotnost usmerjanja in vodenja struktur, ki sodelujejo pri zaščiti reševanja, odkrivanja, spremljanja in obveščanja o nevarnostih. Ta stališča bi bila pomembna za urejanje sil za zaščito in reševanje in pomoč in delovanje društev nevladnih organizacij. Zato imam k odloku naslednje dopolnitve. V členu 3, prva vrstica, predlog programa, dodati veznik in letnih načrtov. V členu 17 se naj sprejme, kjer 37. člen zakona o gasilstvu in 66. točka pravil gasilske službe podpisan dogovor o medsebojnem sodelovanju med občinami pod številko 845/2009 določal, da se medsebojna pomoč teritorialno najbližnjih enot v večjih nevarnih in drugih nesrečah upravljajo brezplačno, za kar je bil podpisan naveden dogovor številka 845/2 z dne 5.5.2009, v katerem intervencijske enote društev niso bile seznanjene. V odloku pa imamo, da se intervencije zaračunajo.
v členu 18 zadnji odstavek dodati za besedo GZ ureja zakon o društvih in statut gasilske zveze. V členu 22 ni opredeljeno, katerih operativnih članov se nanaša na to zavarovanje. Tukaj je bilo pomembno, da še povem to, imamo operativne člane, ki zavarujejo gasilska društva, ki zavarujejo ostale organizacije. Mogoče je bilo pomembno razmisliti o enotnih zavarovanjih, da nimamo dvojnih, trojnih ali še več zavarovanj. V členu 23 brisati tretjo alinejo enota za prvo veterinarsko pomoč. Mi vemo, da je bila odredba sprejeta pod številko 92/07 leta in je bila spremenjena tako, da te enote imajo na število živali v občini odrejene, katere enote imajo te enote. Dodati pa bi potrebno bilo naslednje dve alineji k temu členu. Logistični center in pa informacijski center. To spada notri in to je bilo potrebno seveda tukaj urediti. Nadalje sprašujem, kako je v krajevni skupnosti. Mi imamo ožje dele lokalne skupnosti. Nekoč smo imeli tukaj urejeno civilno zaščito, poveljenike in tako dalje. Sedaj, če se motim, če se te vključujejo v enotni sistem, v nivoju lokalne skupnosti, potem ni potrebe. Vendar pa imamo v teh lokalnih krajevnih skupnostih tudi društva in organizacije, ki jih lahko dopolnijo te skupne enote na nivoju lokalne skupnosti. So tam in lahko veliko pripomorejo po posameznih nesrečah, če je to potrebno in tudi tam seveda tudi lahko vključimo in torej vključimo v te organizacijske sestave. Nadalje bi opozoril in pa poprašal. V občini Ormož imamo čoln, imamo motor pri civilni zaščiti. Imamo pa enoto usposobljeno za reševanje na vodi pri PGD Ormož. Predlog bi dal, da se ta oprema prenese na PGD Ormož, kjer imamo usposobljene ljudi in voditelje čolnov. Da nimamo dvojne organizacije pri civilni zaščiti in da kajti usposobitev teh članov je izredno draga. In pa oprema, osebna oprema, da še ne govorim o reševanju iz vode, ki je posebno poglavje in glede na situacijo v Ormožu bi bilo pravilni razmislek o organiziranju takšne enote. Pa vendar dajmo jo nekje locirati in jo tudi tam usposobiti in ustrezno opremiti. Da se nam ne zgodi, kot 10 let nazaj, ali pa še malo več, ko nam je čoln v Ormoži sprhna in smo ga vrgli stran. To so dejstva, o katerih smo se srečeval tudi jaz in seveda bi bilo pomembno, da se o tem tudi razpravlja, dogovori in pa seveda tudi ustrezno ukrepa. Bi pa obzoril na to, da bi bilo umestno tudi, da neki organ o tem odloku spregovori, zavzame stališče in mislim, da imamo tu strokovni organ, to je Poveljstvo Gasilske zveze kot strokovno operativno tehnični organ, skupaj z upravnim odborom GZ, ki bi lahko rekel kaj več o tem in seveda, da bi dopolnil in da bi imeli ta odlok, ki je zelo pomemben, tudi resnično praktičen za izvajanje vseh enot, ki se tukaj znotraj pojavijo. Na osnovi tega odloka bo potem, vsaj smatram tako, župan občine Ormož izdal sklep o teh novih enotah skladno z odlokom o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v občini Ormož. Ta odlok bom v prvi fazi podprl. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Trstenek. Ja, hvala lepa za besedo. Seveda sem prav vesel, da je ta odlok o zaščiti in reševanju pred nami, kajti seveda je nujno potrebno, da se take stvari tudi zapišajo in da ga tudi z odlokom imamo definiranega in ga tudi lahko izvajamo. Me pa vseeno vprašanje, eno pobudo pa predlogo, jaz za nekaj dodatno ne bi vnašal notri, pa niti jemal, glede zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
To vemo, da to spadajo, kar se tiče gradbene tehnične reševanje, reševanje v ujmah, poplavah, ekoloških nesrečah in tako dalje. Zanima me samo eno prvo, tisto gradbeno tehnično reševanje. To vemo, da to gre za plazove. Za plazove seveda so najbolj pomembni tistem področju, kateri so ogrožene hiše. In hiše, verjamem, da mi nijamo tehnično izposobljene gasilske enote, katera bi lahko pristopila k reševanju tisti začetni faz, kdaj je pač hiša v nevarnosti. Vemo, da to ne morejo zdaj biti gradbeniki, da bi to analizirali, fundamente in tako dalje. Vse tista prva osnova, kako je tehnično reševanje, to pa predvsem mislim, ali je to na ljudeh, ali je to na živalih. Vseeno bi tu mogli mogoče malo več podarka dati gasilcem, se pravi gasilskim enotam, prostovoljnim društvom, da bi se pač malo nekaj usposabile, ali pri gasilske zveze, ali pa pač prišli strokovnjaki in bi rekel določene stvari tudi tu podrobneje objasnili. Jaz mislim, da bi bilo smotrno, kajti vemo, koliko plazav imamo v naši občini in seveda ne samo na njivah, pa na pašnikih, pa vinogradih, temveč na objektih hišnih, gospodarskih in seveda bi se tu trebalo malo k temu bolj aktivno pristopiti. Hvala lepa. Hvala lepa. Še dr. Kalmanič. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi rad povedal, da če tudi danes sprejemamo ta odlok, je gasilska služba in reševalna služba že do sedaj delala zelo dobro, da ne rečem zgledno, da so odnosi med gasilskimi društvi, zvezo in občino že sedaj dobro urejeni, da v bistvu vse to, kar ta odlok sedaj tukaj formalizira, v praksi že poteka in dobro poteka, da pa pravzaprav moramo v odloku tudi pustiti kakšne strokovne odločitve strokovnim organom na tem področju, se pravi poveljstvu gasilske zveze in seveda tudi poveljstvom znotraj društev, tako da mislim, da zdaj iti v prevelike detajle znotraj samega odloka bi bilo prej kontraproduktivno, ker v končni fazi vsej, kar se tiče teh strokovnih odločitev, morajo biti v pristojnosti poveljstva in v bistvu glede na to, da se to področje spreminja in to zelo dinamično, je pametno, da takih stvari ne vključujemo v odlok, vse bi to pomenilo, da bi potem morali ta odlok prevečkrat popravljati, tako da mislim, da je odlok v taki obliki, kot je, dovolj dober in v bistvu tudi dovolj splošen, da takih popravkov potem ne bo potrebnih v bodoče. Seveda pa sem vesel, da v bistvu formaliziramo to področje tudi z odlokom in seveda verjamem, da bo gasilska služba, reševalna služba delala enako dobro, enako učinkovito kot tudi zdaj in v bistvu z enako majhnimi stroški, se pravi, seveda pa jasno, v bistvu, kar se tiče opremljanja, to pa pač zahteva sredstva določena in v bistvu mimo tega ne moremo. No, tako da jaz bom ta predlog odloka podprl. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Še ste se zdaj prijavili? Glejte, dajte se prijaviti, da bomo približno vedeli, koliko vas želi razpravljati. Gospod Podgorelec. Ja, hvala za besedo. Jaz sem veseli, da obstajajo tudi revizije, da upozorijo na take zadeve, če je kako pomanjkanje. Bi pa tudi rekel, da mogoče tudi na vodstvu gasilske zveze je, da v preteklosti ni poskrbelo samo za to, kaj ve, po čem bi delalo. Tako da, kak je predhodnik rekel, formaliziranje, jaz mislim, da če je zakonsko nekaj predpisano, da ne moremo govoriti o formalizaciji. Hvala. Ste končali? Ja. Hvala lepa. Hitro.
Imamo dobro. Gospod Svetko Dušan. Hvala za besedo. Jaz bom čisto kratek, odlok je potreben. Zdaj pa z lanskoletnih poplav tam proti koncu leta, samo eno sugestijo mogoče vsem tistim, ki boste mogli izvajati ta odlok, tam v 5. poglavju, v 14. členu se govori o osebni in pa vzajemni zaščiti. Vemo, ko prijo take naravne nesreče, da ljudje morajo izvajati tudi neko samozaščito, samopomoč in pa vzajemno pomoč. Na srečo lanske tiste velike vode še niso dosegle pol nekih višjih vodostajev, ampak v enem delu Mihovec, tam proti vodovodnemu zajetju, pa samo vodozajetje bi tudi ljudje marsikaj lahko sami postorili, ampak je bil en banalni problem teh vreč z peskom, pa je bilo zelo malo. Nasprotjo, če smo pogledali samo tu v Ormožu, čez Dravski most na tej strani, ko je bila cela vas, ta vir je otok poplavljena, tam je bilo tisti vreč na tisoče, pa na 10 000, tako da Bog ne daj, da nas zdaj take naravne nesreče doletijo. Mislim, da so to minimalni stroški tistega peska in pa vreč. To imejte na umu, ker z temi vrečami se ob kakih poplavah ali pa tudi v večjih nalivih, ko se trgajo oblaki, kot smo imeli pred 3 leti, 24. junija, po veliki nedelji problem, ko še je pol zalivala kanalizacija in del Mihovec, to ne bo nekje na zalogi, to imejte načrtovano, ker s tem se lahko dosti reši, ljudje bi to tudi sami reševali, pa do gasilci imeli mogoče manj dela. Toliko, hvala. Hvala. Še kakšna razprava? Želite kaj odgovoriti na to? Sicer so to bile kot pobude, ki jih bomo proučili potem v nadaljnji naslednji fazi. Samo malo, da vas jaz na zvočnik priklopim, izvolite. Ja, vse te pobude, nekaj sem si jih zapisal, nekaj bom jih verjetno še dobo po pošti, bomo probali skupaj predelati in umestiti. Bi pa imel ene tiste ključne zadeve, kar se tiče poplav, če grem zdaj gor. Poplave je takrat, ko je Drava pač šla preko, vreče so bile zagotovljene, vendar morate vedeti, da je to enormna količina vode in samo reševanje s temi vrečami dosti preneslo ne bi. Zaščitilo je tisto, kar smo lahko zaščitili v tistem danem trenutku. Če bi vsa tista voda priletela, ni takih vreč, da bi zadržalo. Druga zadeva, pri tej vzajemni, to ni na gasilski zvezi ali na gasilcih, mogoče bolj na preventivi, da osveščamo ljudi, da se sami pripravijo na nekaj takega in da tudi pravočasno javljajo vsem službam, ne takrat, ko že teče skozi prak, pridite mi pomagati, ker mi je voda prišla. V tistem trenutku gasilci dosti več ne moremo. Kar se tiče revizije tega, bilo je rečeno, da naj gasilska zveza bi malo več v preteklosti naredila na tem, jaz bom dal odgovor, ker sem poveljnik gasilske zveze in sem s ponosom to, odlok sprejemate vi. Jaz sem ga samo pripravil in ga dal. In mi z odlokom nalagate, kaj naj delam. Gasilska zveza je ena od segmenta zaščite in reševanja ali gasilci, drugi so še civilne zaščite in vse druge službe. Prav tako bom dal tu gospodu Ivanu odgovor, da bi gasilska zveza odlok prečekirala, predelala, dodelala, potem morajo vse službe to iti skozi, ker ne smemo nobenega izločiti iz tega. Ne civilne zaščite, ne ostalih služb, ki delujejo. Gospodu Trstenjuku, kar se tiče gradbeno-tehnično in pa plazovi, reševanje je rešeno z načrti zaščite reševanja. Kadar smo poklicani kot reševalci na podlagi tega odloka, takrat mi rešujemo in je rešeno. Kar se tiče sanacije, po reševanju več ni v pristojnosti, ni podlaga ta odlok, ni v pristojnosti gasilerije ali pa reševalnih služb. Hvala. Kar se tiče čovna še? Čovn je tehnično tik pred tem, da gre in je v eni od tistih enot, ki so notri navedeni, tehnično reševalne enote, civilne zaščite, je ena enota za reševanje na vodi.
Odlok je pa neka osnova, vse ostalo na ta odlok so pa pogodbe in pa, ki se sklepajo. Ok. V redu, hvala lepa za te dodatne odgovore. Seveda bomo sprejeli sklep, da se sprejme ta osnutek odloka skupaj z vsemi vašimi predlogi in pa pobudami. Od tu naprej, ko je odlok na občinskem svetu sprejet in bo tudi objavljen na spletnem portalu, se lahko vsi, če imajo dobre predloge, tudi vključijo z svojimi predlogi. Rad pa bi tudi sam povedal, da seveda vse, kar v prihodnosti lahko pride, ni mogoče zajeti v nek tak akt. Morate povedati, da občina, ki je odgovorna z vsemi svojimi službami, ne od civilne zaščite, pa potem gasilske zveze, pa vsemi društvi, ki delujejo v okviru gasilske zveze, pa še kdo, ne, da v eventualne potreba bi potem angažirali za kakršnokoli reševanje prilikom plazov ali pa iz hiš, ki bi se more biti bile v nevarnosti ali nekaj takega, še druge usposobljene gospodarske družbe, ki delajo pač na našem področju. Tako da tu jaz ne bom nikogar našteval, ampak sigurno bi jih vključili potem ob taki potreba v samo izvrševanje določenih nalog. Tak isto poplava, ko so se vreče pripravile in seveda bile pripravljene, če bi jih bilo potrebno na posamezne lokacije dostaviti še več in so se te vreče z peskom tudi polne, pač v enem izmed ormoških podjetij, ki je v stanju to hitro, nemudoma narediti in ki tudi ima vse potrebne materijale pri sebi. Če ni več potrebe po razpravi, bi jaz potem dal predlog sklepa, ki se glasi: Občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v občini Ormož v prvi obravnavi skupaj s pripombami in predlogi iz razprave na glasovanje. Pa potem predlagam, da prijavite svojo prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti, glasujemo. Kdo je za sklep, ki sem ga prečital? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je ta sklep soglasno sprejet. Jaz se gospodu Tončeku Lisjaku zahvaljujem za to, da je ta osnutek v večji meri tudi pripravil in ga seveda prosim, da tudi v nadaljevanju potem do faze predloga obdelamo vse te pripombe in jih prediskutiramo širše in ožje. Hvala lepa za danes. Torej, s tem smo mi končali točko 3 in prehajamo na točko 4, to je predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sodno obvozno cesto mesta Ormož, druga obravnava. Vsebino tega pripravljenega OPPN-ja, se pravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za to sodno obvozno cesto, bo predstavil gospod Boštjan Najžar. Postopek za ta OPPN pa je tekel že sporedno z samim občinskim prostorskim načrtom, ampak najprej je mogel občinski svet sprejeti občinski prostorski načrt, šele sedaj v tej drugi fazi lahko sprejme ta podrobni prostorski načrt, bo pa ta dokument ali pa je že tudi osnova za projektiranje te sodne obvozne ceste, ki se projektira istočasno z projektiranjem elektrifikacije proge Ormož Ljutomer Hodoš ali pa če hočemo Ormož Ptuj. Lep pozdrav, na kratko vam bom predstavil vsebino občinskega podrobnega prostorskega načrta za sodno obvozno cesto mesta Ormož. Vso gradivo je objavljeno v poročevalcu številka 3/2013, dodatno gradivo pa tudi na naši spletni strani www.ormož.si, kjer ste si lahko vzeli dol tudi grafiko. Sam postopek poteka skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju in tudi skladno z sprejetim občinskim prostorskim načrtom, ki ste ga spremljali na prejšnji seji občinskega sveta. Za celotno sodno obvozno cesto je določena posebna enota urejanja prostora, se posega tudi na območje državnega prostorskega načrta, kar lahko s posebnim sklepom tudi načrtujemo in posegamo na to območje, kar je dovolila Vlada Republike Slovenije. Gre za območje, ki poteka od meddržavnega mejnega prehoda Ormož v približni dolžini 2036 metrov in se zaključi pri vhodu v nekdanjo tovarno sladkorja oziroma tovarno sladkorja v likvidaciji.
Kot sem dejal, sama dolžina trase je približno 2036 metrov. Zdaj same tehnične rešitve pa to so napisane v odloku, tudi tiste ta glavne zadeve, ki smo jih v odloku korigirali. In sicer spremenili smo nekatere parcele zaradi že izvedene parcelacije na tem območju, pri nekaterih delih potem glede nivojskih prehodov, saj se ponovno spostavlja nivojski prehod v tem delu, ki je bil tudi ukinjen. Potem, kot sem dejal, spremenijo se nekoliko gabariti ceste, pri čemer se pločnik širi, vozna pasova se nekoliko ožita, skladno z mnenjem Direkcije Republike Slovenije za ceste, še vedno pa to ostaja rang regionalne ceste. Spremenijo se členi glede odvajanja padavinske vode, poleg tega pa potem tudi členi glede postavitve protihrupne ograje, kajti Zavod za varstvo narave zahteva protihrupno ograjo od meddržavnega mejnega prehoda pa do tega križanja železnice v višini 3 metrov. To smo potem v pogajanjih ter pridobivanju pozitivnega mnenja tudi uspeli umiliti in danes govorimo o varovalni in več protihrupni ograji, kajti to je velika razlika, predvsem skozi vidik financ. Sprememba tudi pri načrtovanju javne razsvetljave, ki na območju Nature ne sme biti, torej predvsem v tem južnem delu, kjer je območje Nature, torej ob reki Drave, torej v tem delu. Spremeni se območje kulturne dediščine, namreč v tem območju kulturne dediščine ni, kar smo imeli v odloku zapisano, ko smo podrobneje čekirali zadeve in tudi smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine oziroma Ministrstva za kulturo, smo videli, da je tam prišlo do določenih napak, tako da smo zadevo tudi korigirali. Spreminjali pa tudi 32. člen, ki razveljavlja določene prostorske akte. To več ni potrebno, kajti občinski prostorski načrt je te akte že avtomatsko razveljavil. Na občinski podrobni prostorski načrt smo dobili vsa pozitivna mnenja, poleg tega pa tudi odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, da postopek celovite presoje vplivov na okolje za ta objekt ni potreben, kajti presojali smo ga v sklopu občinskega prostorskega načrta in je bila tam zadeva korektno presojena, zato dodatne presoje ni potrebne. Hvala lepa, vabim k besedi predsednika odbora za okolje in prostor, gospod Rado Antolič. Hvala za besedo. Odbor za varstvo okolja in urbanizem je na svoji 17. seji razpravljal o predlogu odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za spodnjo vozno cesto mesta Ormož in soglasno sprejel naslednji sklep. Odbor za varstvo okolja in urbanizem je razpravljal o predlogu odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za spodnjo vozno cesto mesta Ormož. Druga obravnava se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Želi kdo besedo v imenu svetniške skupine? Ne želi. Pisno se je k tej točki prijavil gospod Rafenik. Ja, prijavil se je svojem imenu, ja, sedaj ga ne vidim med nami, tako da odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Gospod Pevec, ja, izvolite. Hvala za besedo, imam samo eno kratko vprašanje. Ali ta vzhodna obvoznica ima kakšen pozitiven vpliv ali negativen vpliv na morebitno kasnejšo ponovno oživitev tovarne sladkorja v Ormožu? To je zdaj odgovor, da vam je na to težko odgovoriti. Mi smo daleč od tega, da bi prišlo do ponovne proizvodnje sladkorja v Ormožu, torej smo vezani na odločitve v Evropskem parlamentu, v Evropski komisiji in pa v Evropskem svetu, se pravi na 3 inštitucijah. Kot sem jaz seznanjen, naj bi nekje junija bila ta odločitev dokončna, se pravi dokaj hitro. Cesta kot cesta, se pravi, če je
sedaj bila tovarna sladkorja dosegljiva skozi cestni promet, bo ponoven tudi. S tem, da ko sami veste, promet za traktorje po ormoški obvoznici sedaj je prepovedan. Traktorji so lahko, s traktorji se tudi veliko sladkorne pese prevažalo, se lahko vozijo samo čez mesto Ormož, ne smejo po obvoznici, to smo poskušali že vsaj dvakrat urejati z direkcijo za ceste, žal neuspešno, zaradi pač hitrosti, ki so tam predpisane, tako da po tej plati težko rečem, da bi to ne imelo. Negativnih vpliv sigurno ne. Negativnih vpliv sigurno ne, izvolite še. Dostop do tovarne sladkorja bo omogočen tako, kot je bil do sedaj, vendar z drugačnimi priključki. Zadeva je v projektiranju, priključevanje tovarne sladkorja bo drugačno, kot je bilo prej, gre pa tu za ranke regionalne ceste, kjer se lahko prevažajo vsi, tudi traktorji. Gre pa za pozitiven vpliv na mesto Ormož, glede prevoza gramoza iz gramoznice Jurkovec ter tranzita. Ja, to vsekakor, ampak vprašanje je bilo vezano na obujanje proizvodnje sladkorja v tovarni sladkorja v Ormožu. Če bi pa prišlo do tega, da bi dejansko tu prišlo, kar si sve vsi želimo, do ponovne proizvodnje sladkorja in da bi proizvodna ali pa območje, na katerem bi se sladkorna pesa pridelovala, postala tudi Hrvaška, potem pa vsekakor, potem pa je to cesta, ki bi ves promet iz Hrvaške speljala tovorni mimo mesta, se pa po obvoznice. Jaz mislim, da smo sedaj, če bomo seveda imeli še malo sreče in bo tudi sredstvo v okviru tega evropskega projekta zagotovljeno, da smo zelo blizu te rešitve. Smo pa zelo dolgo dejansko to zadevo reševali na rangu pristojnih ministrstev, tako da smo danes sploh prišli do tega podrobnega prostorskega načrta, pa prej še seveda do občinskega prostorskega načrta. Ne vem, koliko veste, ampak mi smo bili 55. občina, ki je sprejela občinski prostorski načrt. Se pravi, vse ostale občine v Sloveniji z svojimi OPN-ji še čakajo. Občin pa je več kot 200. Še kakšna razprava? Vkolikor ne, jaz potem predlagam, da glasujemo o predlogu sklepa, ki je napisan na strani 58. Sklep se pa glasi: Občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvozno cesto mesta Ormož. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo. Kdo je za? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov glasovalo za in nihče proti, tako da je predlog sklepa soglasno sprejet. Se zahvaljujem gospodu Najžaru. Mi smo s tem končali točko 4.